Lepo pozdravljeni, gospa Ljudmila Novak, poslanka Evropskega parlamenta iz vrst Nove Slovenije, na evropskem političnem prizorišču pa delujoča znotraj skupine ELS, Evropske ljudske stranke. Ne zgodi se vsak dan, da evroposlanec ali poslanka napiše pravljico, pa vendarle ste jo, in to je tudi nekje neposredni povod, da začneva današnji klepet na širšo temo voda in družba. Torej, kaj skrivate pri sebi tik pred tiskom, najboljše, da nam pokažete. Ja, res je, tukaj je pravljica Tine in Tilka rešilka. Dogaja se pod Limbarsko goro v Moravčki dolini. No, zakaj sem pa napisala pravljico? Prvič zato, ker imam 9 vnukov in jim večkrat berem pravljice in sem rekla, zdaj je pa čas, da tudi jaz kakšno napišem, pa ne samo za vnuke, ampak takšno splošno izobraževalno. Drugič pa nisem aktivistka, ampak na nek način pa želimo vseeno predstaviti teme, ki jih obravnavamo v Evropskem parlamentu, in torej tematika o zdravi pitni vodi, direktiva o pitni vodi je izredno pomembna in sem pač na ta način začela pri otrocih, hkrati pa tudi na koncu napišem zaključno besedo, kjer je dodan tudi link do direktive v slovenskem jeziku, tako da si tudi starši, učitelji lahko to direktivo pogledajo v celoti. Ta pravljica se bo verjetno razdelila med šolarje po osnovnih šolah, knjižnicah, ne bo na prodajnih policah v smislu osveščanja, ne? Tako je, zato ker jo nekako finančna sredstva za to pravljico je namenila Evropska ljudska stranka, z namenom, da tudi preko takšnih del spoznamo njeno politiko in pa evropsko politiko. Zato knjiga ni naprodaj, pač pa jo bom poslala tako v osnovne šole, kot tudi v knjižnice in pa razdeljevala ob različnih priložnostih, vse z namenom, da tudi na tak način pripomoremo k osveščanju, k vzgoji otrok o pomembnosti zdrave pitne vode. Če se zadrživa še pri tej temi, nekje sporočilo je tekoča voda, ki je še ni umazala roke, človeška roka, jaz se spomnim, prihajam iz Šaleške doline, nekje v Paki pri izviru smo se še kopali, pa nič ni bilo narobe, če smo vodo popili, no, ne vem, če bi to lahko danes ponovili. Ali bo to poslanstvo, ta želja resnično samo pravljica, ali ste bolj optimistični, kar se tiče ohranitve dediščine tekoče, neoporečne pitne vode? To ne sme biti samo pravljica, sicer bom rekla, ni tako pravljica, ampak je ena poučna zgodba z namenom ozaveščanja in vzgoje. Dejansko se čedalje bolj zavedamo, kako pomembno za življenje, kako pomembna za zdravje je zdrava, čista, varna pitna voda. In da moramo seveda tudi za to veliko narediti. Najprej ozaveščati ljudi, tudi sami se za to potruditi, da je ne onesnažujemo, potem da k temu spodbujamo tudi zakonodajalce in ta direktiva o zdravi pitni vodi oziroma o vodi prehrani je nastala prav na pobudo evropskih državljanov, ki so zbrali 1,8 milijona podpisov pod geslom Right for Water, to se pravi pravica do vode, in na podlagi te pobude evropskih državljanov je potem nastala tudi ta evropska direktiva. Torej, ozaveščati, delati na tem, sprejemati ustrezno zakonodajo, potem jo pa še izvajati in nadzorovati. Ja, ko ste že omenili direktivo, morda samo za osvežitev spomina, da gre pri direktivi nekje, bom rekla, za smernice oziroma za cilje, ki jih naj posamezna država članica izpolni, kako bo to naredila, torej pot do tega cilja je na strani članice. Bi vas pa vendarle zaprosila nekaj morda vsebinskih poudarkov, da si bomo malce bolj plastično predstavljali, kaj vse zajema, na primer, ta direktiva. Samo eno misel, če omenim, ko sem jo prelistala, na primer, boljši
dostop do pitne vode tudi v javnih stavbah, restauracijah. Kaj je še tisto, kaj bi pa vi poudarili, da bi bilo dobro, da ne spregledamo? Ja, torej cilj te direktive je varovati zdravje ljudi pred škodljivimi učinki vsakršnega onesnaženja vode, ter seveda tudi zagotavljati čisto vodo, izboljšati dostop do vode, namenjene za prehrano ljudi. Države morajo za ta namen sprejeti tudi strategije, najprej pa morajo to direktivo implementirati, in sicer do januarja 2023. Potem morajo pripraviti strategije za izboljšanje kakovosti pitne vode, potem upoštevati parametre, ki so določeni, torej nekateri, kakšna je vsebnost različnih snovi v teh vodah, je treba določiti parametre, in pa potem seveda inštitucije oziroma zavodi, ki to izvajajo, komunalna podjetja na primer, morajo potem vse te parametre, vsa ta določila, kontrolo, vse to tudi izvajati, poročati, in pa država tudi potem mora naprej to poročati Evropski komisiji. Skratka, ne samo, da se sprejmejo strategije, parametri, cilji, ampak je potem potrebno to izvesti v praksi, kontrolirati, nadzorovati in poročati. Vse to z namenom, da bi izboljšali kakovost vode, da bi bila bolj zdrava in tudi bolj dostopna. Zato so predvideni tudi primeri, da je potrebno, da država mora omogočati dostop do zdrave pitne vode tudi marginalnim skupinam ali pa recimo na primer migrantom, beguncem, na primer tudi romskim skupinam, vsaj dostop do te vode izboljšati. In pa seveda vsebnost vode, katere snovi so dovoljene, v kakšnih višinah, v kakšnih parametrih, to mora biti pa jasno določeno. Namen te direktive je pa tudi ta, da bi imeli ljudje čim boljši dostop torej do pitne vode iz pipe, da bi s tem zmanjšali tudi odpadke, kot so na primer plastenke, ki zelo onesnažujejo, obremenjujejo naše okolje. Ko ste omenili iz pipe, ko pridejo kakšni sorodniki iz Amerike na obisk in jih povprašam, kaj naj ponudim, ne, je po navadi kozarec tekoče vode iz vodovodne pipe, ne. Kot si mi nismo predstavljali morda pred 2 desetletjema, da bomo kdaj pili pitno vodo tudi iz plastenke, ne, smo imeli pred očmi sok, tako se že na nekaterih delih naše zemeljske oble zdi nepojmljivo si natočiti vodo iz vodovodne pipe. Omenili ste razne parametre, na primer zanimivo je, ne, tudi za ljudi, ne, da je priporočilo, da bi se znižala vsebnost svinca na primer z 10 na 5 mikrogramov na liter. Torej ne gre pod narekovajem samo za neko natolcevanje, vendarle so neki parametri določeni, katerim bi se naj vsaka država članica približala, a ne. Mimogrede, vi imate zasebno hišo in vaše cevi so plastične ali svinčene? Ja, mislim, da smo že vse zamenjali, da so plastične. Včasih smo imeli svoj vodovod, ki ga delno še uporabljamo, ampak ne za prehrano ljudi, torej v sanitarne namene. Potem sedaj smo pa seveda priklopljeni na javni vodovod in na srečo v Sloveniji že sedaj veljajo dovolj visoki standardi in dobra kontrola vode, tako da smo na ta način tudi bolj varni. Seveda občasno pa tudi sama nisem zadovoljna, ko voham, da je voda torej razkuževana, jodirana. Če pa v tem smislu tudi pretiravamo, pa lahko v vodi uničimo določene snovi, ki so potrebne za naše življenje. Torej, ko govoriva o vsebnosti različnih snovi v vodi, je seveda pomembno, da voda zadrži neke naravne kvalitete, a ne, da je z razkuževanjem ne uničimo povsem teh njenih naravnih danosti. Hkrati pa seveda, da pijemo zdravo vodo in vprašala sem vas, pa naj jo je prekinilo, kakšne cevi imate pri vas doma.
Pravite, da ste jih že zamenjali, ste pa še omenili nekaj zanimivih pogledov na to, kako naj bi obdelovali vodo, da bi bila čim bolj v naravni obliki in koristna. Ja, torej, da je voda tekoča in pa živa, je izredno pomembno. Jaz sem že od nekdaj raje pila vodo iz pipe, iz plastenk, pa samo v nujnih primerih, ker se mi zdi, da tam voda stoji in izgubi vso to tisto vsebnost. Obstajajo pa tudi iniciative, ki nasprotujejo razkuževanju vode s kemičnimi snovmi, ampak bolj so pristaši razkuževanja s pomočjo ultravijoličnih žarkov ali nekih podobnih stvari. V Avstriji je tega precej, tudi pri nas obstajajo takšne iniciative. Torej, pomembno je, da podjetja, ki nam distribuirajo vodo, da upoštevajo vse te parametre, ki so določeni na podlagi raziskav, znanstvenih dosežkov, skratka na podlagi vsega tega, kar naj nam bi zagotavljalo potem varno pitno vodo. Če primerjate vodo, ki si jo natočite v Bruslju ali pa v Moravški dolini, katera je boljša? Ja, tako bom rekla, tudi v Moravški dolini ni vedno najboljša voda. Imamo mi sicer napeljano vodo, torej iz javno podjetje nam pripelje vodo iz črpališča, kjer je zelo dobra voda. Ampak v nekem obdobju, menda zaradi posledic žleda, je bila pa tudi tista voda precej onesnažena, zato tudi močno klorirana in je večkrat zaudarjalo iz pipe in sem bila zelo žalostna, da imamo tako vodo. Sedaj se je stanje izboljšalo in imamo spet zelo dobro vodo. Na nekaterih črpališčih pa je seveda več problema. Vemo, da imamo mi tukaj tudi podjetje Termit, ki je marsikaj dovažalo v Moravško dolino, tudi naj bi, bom rekla, izven uradnih dovoljenj in zato smo tudi v Moravčah malo zaskrbljeni za to vodo. Kar se pa tiče bruseljske vode, sicer je pitna iz pipe, moram pa reči, da je ne pijem ravno z velikim užitkom, to priznam, raje si skuham čaj ali kaj podobnega. Tako da nisem najbolj prepričana v tisto vodo, da je najboljša. Ja. No, in predstaviva se zdaj na slovensko prizorišče, ki ga spremljate z bruseljske perspektive, pa tudi, ko pridete domov k družini, k vnukom. Torej, slovenska vodna scena se je v preteklih dneh, ko so se midve pogovarjali, da ne bova veliko politizirali, vendarle spremenila tudi v prvovrstno politično temo. Govorim seveda o sprejemu novele zakona o vodah, bila je sprejeta na izredni seji Državnega zbora, tudi Državni svet temu ni izglasoval veta. Zdaj bi se pa jaz vendarle tega lotila zgolj iz komunikacijsko-odnosnega vidika. Veliko težav bi lahko izpostavila, pa bom samo en primer vzela. Na primer, gradnja na vodnih in priobalnih pasovih se kaže kot diskutabilna in moje vprašanje bo, kako se vi opredeljujete do dveh nekje diametralno nasprotnih stališčih, tako se nam pač nekje dogaja zdaj v slovenski družbi, ali smo čisto za ali smo čisto proti. In če povzamem, stališče vlade je bilo oziroma pristojnega ministrstva, da ta novela zakona dejansko ščiti posege na priobalnih pasovih, kjer bodo poslej dovoljeni objekti v javnem pomenu, naknadno je bilo še dovoljena dopuščena gradnja enostavnih objektov v zasebni lasti, torej sporočilo odločevalcev bi naj bilo, odločala bo stroka, ne politika, priobalni pas ne bomo ogrožali. Stališče zainteresirane javnosti in stroke in okoljevarstvenikov ali nasprotnikov spremembe tega 37. člena zakona o vodah bi pa lahko povzeli, da se dejansko dovoli več posegov na vodna in priobalna zemljišča, da to vpliva tudi na naravno hrambo vodnih zajetij pitne vode, da bo kraljeval kapital in da smo ogroženi z oskrbo s pitno vodo. Poskušajte kot politik in kot državljanka se zdaj nekje opredeliti do dveh argumentacij. Vsekakor je dobro,
da so državljani ozaveščeni in da spremljajo dogajanje na tem področju v zvezi z zakonodajo. Noben zakon pa ni takšen, ki bi lahko torej preprečil zlorabe na katerem koli področju. Torej tudi ta zakon je takšen, da so vedno možne zlorabe, čeprav verjamem, da je napisan v najboljši volji in z najboljšim namenom zaščititi vode. In to si tudi jaz želim. Jaz sem tudi sama pri naši poslanski skupini posredovala in protestirala v zvezi s členom, ki je bil potem umaknjen o gradnji objektov, ki tudi proizvajajo strupene oziroma zdravju škodljive snovi. Tako da to je vlada umaknila, sem zadovoljna, tudi naša stranka Nova Slovenija se je za to zavzela. Kar se pa tiče gradnje, seveda sem poslušala tudi, ko je bila razprava v parlamentu, ko je minister razlagal, da zdaj bojo pač omogočena gradnja objektov, ki služijo ali turizmu ali javni uporabi ali kakorkoli. Če bi ob tem bilo tudi veliko zavedanje investitorjev, da upoštevajo vsa pravila, ki so potrebna, da varujemo okolje, potem to ni nič posebnega, nekateri objekti so pač nujni, ne vem, za uporabo, če hočemo razvijati turizem in podobno. Žal pa prevečkrat prihaja do zlorab in se potem to kasneje ne upošteva. Tukaj pa seveda mora biti čuječa kontrola te inšpekcijske službe, ki pač morajo to nadzorovati. Tukaj pa se bojim, da včasih zatajijo, da se vse ustavi na preverjanju papirjev. Tudi v primeru Moravč in Termita smo take stvari ugotavljali, da je bila torej preslaba kontrola in zato lahko prihaja do zlorab. Torej noben zakon tega ne more preprečiti. Pomembno je, da vode kar se da varujemo, da smo pri tem čuječi in da se glas ljudi tudi sliši. Kajti na koncu odločevalci ne morejo povsem mimo tega, kar menijo ljudje. Seveda pa vsaka vlada ali pa vsak zakon nekako služi nekemu namenu in je bil narejen tudi z nekim namenom, kjer je pa treba upoštevati več faktorjev in več potreb. Torej jaz si želim, da bi varovali naravo na pameten način, hkrati pa tudi ne onemogočali neke gospodarske pobude z namenom splošnega razvoja. Ja, jaz bom rekla še malo z nekim ozadjem tudi nepremičninarke, no, imam tudi en pogled na to. Namreč, kaj je pa mene zmotilo v vsej tej razpravi je, da a priori pripisujemo nekje dvom in imamo nek negativen odnos do nekih javnih posegov, kot da bi bili pa zasebni posegi vedno optimalni, ne. Veliko hodim po terenu, ne, in imamo včasih tudi, ne vem, lastniki zasebnih hiš se spušča greznica kar tako, ne, odpadne vode se kar zlivajo. Hočem reči, samo lastnina kapitala, ne, še ni jamstvo, da se bo nekaj spoštovalo ali pa da bo šlo nekaj narobe, ampak potem, ne, primeren nadzor spoštovanja zakonov, ne. Se mi zdi, da ta moment smo malo, bom rekla, zanemarili v razpravi, ne, da je vse slabo, kar je v javno dobro in vse je pa super, dokler smo pa lahko zasebniki gradili na priobalnih območjih, no. Tako je pač, bom rekla, moj razmislek. To zagotovo, mi imamo tako malo obale, da mislim, da bi jo morali tako varovati in tam res dopuščati samo to, kar je pomembno, da lahko lažje uporabljamo našo obalo, da ostane lepa, pestra, naravna, čim bolj. Tudi ta promet dobro, da smo speljali skozi tunel, da smo pridobili na ta način več te obale. Skratka, tukaj moramo še posebej skrbno ravnati. Seveda, kar se pa tiče voda, rek, tekočih voda ali pa podtalnice, to pa na koncu mi pijemo, dobimo na krožnik, tukaj moramo biti pa še posebej pazljivi. Spremljate malo vsaj oddaleč razprave, družbene medije in tako, in nekje, bom rekla, prevladujoče sporočilo ob robu te novele je pač bilo, hočejo nam vzeti pitno vodo. Kaj bi vi pod črto zdaj, bom rekla, teh nekih zadreg, strahov odgovorili?
No, če bi odločevalci mislili to narediti, bi si sami tako rekoč zavezovali zanko za vrače, tako rečem. Zato verjamem, da nihče ni tako nespameten, da bi to naredil. Zdaj jaz podrobnosti zakona vseeno ne poznam, da bi lahko z gotovostjo trdila, ta člen je v redu, on pa ni. Jaz si vsekakor želim, da bi tukaj prevladala zdrava pamet in seveda tudi zavedanje, kako pomembna za naše življenje je voda in da bo v prihodnosti to čedalje bolj pomembno. Tudi vojne se dogajajo zaradi vode in se bodo še, in če bomo onesnažili našo podtalnico, bomo tudi mi imeli veliko problemov. Ne želim si, da bi morali začeti črpati vodo iz morja in jo razsoljevati, kar je pač primer v nekaterih otočnih državah, kjer nimajo druge možnosti. Slovenija je z vodo še vedno zelo bogata država, seveda pa je ne smemo uničevati na nepremišljen način. Pljuskniva, zdaj bom rekla, od vode še k komunikaciji in k odnosom. Zdaj obe veva, da pogled na situacijo, na posameznike opredeljuje marsikaj, zorni kot, iz katerega gledamo, konec koncev tudi svetovni politični nazor, lahko smo optimisti ali pesimisti, no pa bom šla zdaj jaz morda malo iz drugega izhodišča, pa bom vam optimizem pustila. Naprimer, če bi želela opisati nekje stanje duha in družbe, v kateri smo, se mi zdi, da je nekje naplavilo in od ljudi in od politike kar precej navlake, torej precej tudi problemov delovanja sistemov, podsistemov, ki smo jih pometali pod preprogo, je zdaj naplavilo, tudi konec koncev zdravstvo, pa domovi za ostarele jih nimamo in podobno, ne. So se videle nekje sistemske šibkosti. No, kar se pa tiče komunikacije in odnosov, imam pa tako v mislih, ne, tisto od Thomasa Hobbesa, Slovenec Slovencu volk, pa mislim, da smo tudi na Prešernov apel Čevlje sodi naj kopitar pozabili. Jaz sem nekje demokratka in mislim, da moramo povedati, kaj mislimo, ampak da moramo za izrečene besede in predvsem dejanja tudi odgovarjati. In ni mi prijetno kot družboslovki, tako imam občutek, da živimo v nekakšni povampirjeni družbi, kjer si vsi vse dovolijo, gredo preko meje in da smo konstruktivno kritiko speljali na razčlovečenju posameznikov, na blatenju posameznikov in da tisti intelektualci razmišljujoči se umikajo ali se umikamo, ker se dejansko ne bi radi umazali, no. 95. leta, ko sem se vračala z Balkana v Slovenijo, je bila to taka družba navdiha, zdaj pa se mi zdi, da smo prišli v eno takšno klimo, ki enostavno ni več prijetna. No, in zdaj vam prepuščam pa optimističen, pozitiven vidik, morda se pa motim s to oceno. Ja, marsikaj od tega, kar ste povedali, ali pa večina teh stvari žal drži. Dejstvo je, da smo zdaj v posebnem obdobju pandemije, ko velja veliko prepovedi, ko nas je strah, ko ne moremo početi vsega, kar bi si želeli, ko čutimo, da je naša svoboda omejena. In vse to je izzvalo v ljudeh tudi določene reakcije. Nekateri so se bolje spopadli s to krizo, nekateri imajo veliko težav, bodisi finančnih, psihičnih ali kakšnih drugih, zato pač moramo tudi te ljudi razumeti. Ampak po drugi strani imamo pa tudi več dostopa do različnih medijev. Še posebno socialna omrežja so se tako močno razvila in razmahnila in se je ta diskurz prenesel na ta socialna omrežja. Mene predvsem moti to, da na teh omrežjih ljudje pod lažnimi imeni ali pa pod anonimnimi imeni izražajo svoja mnenja, predvsem pa na nedopusten način, z zmerjanjem, s pretirano kritiko. Ne samo, jaz spoštujem vsako argumentirano mnenje, ker smo ljudje pač različni, ne pristajam pa na to, da moramo druge ljudi napadati, da se moramo torej
norčevati, zmerjati in tega je žal preveč. Zdaj, tisti ljudje, ki pač tega ne odobravajo, se ponavadi iz tega diskurza umaknejo. In potem se zdi, kot da je to prevladujoče, da so te grde, nesramne stvari prevladujoče v družbi. Jaz tudi poznam primere, ko imajo določene tudi stranke ali pa zainteresirane skupine veliko lažnih profilov, ki jih lahko upravlja tudi eden ali pa dva človeka, in potem se zdi, kot da je to prevladujoče mnenje. Vse to moramo vedeti, upoštevati in se ne bati napisati tudi naš pogled, naše videnje, ki je drugačno. Prav je, vedno se mi zdi dobro, ko nekateri ljudje napišejo, to pa ni primerno, da si to napisal, povedal, jaz se pa s tem ne strinjam, ker mislim drugače. Torej, da ta razprava pride na višji nivo. To je izredno pomembno. Menim pa tudi, da bo v prihodnosti, da bo sprejeta tudi na evropski ravni in potem tudi na državni takšna zakonodaja, ki bo omogočala večjo transparentnost, kajti te negativne stvari, lažne in podobno, to se je preveč razmahnilo in nam že škoduje. Ko pa jaz dobivam taka resna pisma od državljanov, mi pa vedno pravijo, kako pomembno je, da se znamo normalno pogovarjati, argumentirati, ne nesramno izražati svoje kritike in da ljudje so, bom rekla, obupani ali pa žalostni, da je v slovenski družbi toliko tega negativizma. Jaz verjamem slovenskega človeka, imamo sposobne ljudi na različnih področjih, lepo deželo, svojo državo in je škoda, da bi te negativne stvari prevladale. Zato verjamem, da je več pozitivnega v slovenski družbi, kot je pa razbrati iz teh socialnih omrežij. Ja, tle sem se v vašem odgovoru spomnila še na tisto misel, ki jo tudi poznate, povezana je pa z obdobjem druge svetovne vojne. Sem gledal proč, ko so prihajali po druge, ko so prišli po mene, pa ni bilo več nikogar, da bi me branil. Torej si ne smemo dovoliti, da utihnemo in je treba vendarle dvigniti glas. Ali pa nekaj podobnega je tudi to, da zlo se širi zaradi tega, ker preveč dobrih ljudi ostaja tiho. Dobrih ali pa poštenih ljudi, ki se s tem ne strinjajo. Torej, moramo povedati svoje mnenje, ne se pri tem bati, če ga povemo argumentirano in upravičeno. Menim, da sicer smo lahko deležni mnogih udarcev, ampak za zdravje družbe pa je to izredno pomembno. Zdaj ste mi dejansko že odgovorili tudi na nekje naslednje vprašanje, ki sem vam ga mislila zastaviti, kako se lotevate reševanja in razreševanja konfliktnih situacij, sami ste rekli z argumentom, na dostojen način. A pa se razreševanje teh konfliktnih situacij v Bruslju, na primer, dogaja malo preveč v rokavicah. Spomniva se zdajle na tale diplomatski incident, ki je bil v Turčiji, z posedanjem predstavnikov. Se reče bobu bob tudi na evropskem parketu? Ja, pravzaprav je tukaj šlo za protokolarni spodrsljaj, ki pa menim, da je bil strani turške strani dejansko namerno narejen. Vemo, kakšen je tam odnos do žensk, da so tudi odpravili Istanbulsko konvencijo, ki ščiti ženske, da so v Turčiji ženske še vedno kaznovane, če moški nad njimi izvajajo nasilje in podobno, sploh izven mest na podeželju je tega še zelo veliko in ta poteza mislim, da je bila narejena verjetno kar namerno. Brala sem tudi komentarje, seveda, da je predsednica Evropske komisije bila sicer začudena, ampak se ji je vsebina zdela pomembnejša od protokola, zato je pač to na nek način podžrla in sodelovala v pogovorih. Res pa je,
da se je nekaj podobnega zgodilo tudi v primeru Josefa Borrella, torej visokega predstavnika za zunanjo politiko, v primeru obiska v Moskvi, da bi tukaj tudi Evropska unija morala bolj jasno povedati svoja stališča ali pa nestrinjanja ali pa včasih morda tudi zapustiti takšno srečanje. Kar se pa tiče dogajanja v Bruslju, mi moramo vedeti, da 27 držav članic nima vedno enakega stališča in da je evropska politika nek kompromis, ki ga dosežemo med vsemi državami članicami. Zato je težko sprejemati neke brezkompromisne predloge, kajti na koncu o tem odloča Svet Evropske unije, ki je sestavljen iz ministrov ali predsednikov vlad držav, in pa Evropski parlament. Torej, Evropska komisija da predloge, predlaga zakonodajo, ampak drugi dve inštituciji jo sprejemata, Evropska komisija jo potem izvaja. Tako da evropska politika je narejena na podlagi kompromisov in ni mogoče kar z glavo skozi zid, čeprav bi se eni ali pa drugi državi včasih zdelo to bolj pametno in boljše. Torej, kompromis možnega je nekje imperativ in če zdaj to spet preneseva na slovensko politično sceno, kjer se mi zdi, da imamo politični boj pa resnično zdaj na nož, v tisti nezdravi tekmovalnosti do uničenja, ali mi ali vi, ni nekih kompromisnih stičnih točk. Pa bi v bistvu dvoje me zanimalo. Ta notranji politični boj, kako ga vi vidite z bruseljskega parketa, kamor se tudi izvažajo, slovensko perilo peremo tudi tam, notranje politično, to bi bilo prvo vprašanje in drugo, kje so meje tega boja za oblast, ohranitev ali pridobitev oblasti? Torej, bistvo tega boja bi moralo biti boljše življenje državljanov. In ta boj bi se moral dogajati predvsem na podlagi argumentov ali pa boljših predlogov, ne na podlagi ideoloških delitev. Če izvažamo ta notranji boj tudi na zunanje politični parket, to vsekakor ni dobro za ugled naše države. Žal se je v zadnjem času zgodilo kar nekaj takšnih spodrsljajev, tudi strani najpomembnejših ljudi v državi, ko smo zbudili pozornost v Evropi, zato ne moremo pripisovati odziva na to samo nasprotnikom ali pa opoziciji, ampak smo nekatere z nepremišljenimi odzivi ali pa so povzročili sami najvišji predstavniki države. Glede na to, da bo Slovenija predsedovala Evropski uniji kmalu, torej s 1. julijem, pa seveda so odmevi na neke izjave najvišjih predstavnikov lahko, torej odmevi so, in pa še bolj smo pod drobnogledom, zaradi tega, ker se nam bliža to predsedovanje. Zakaj je predsedovanje pomembno? Res, da bo tudi Slovenija delovala po nekem naprej predvidenem programu, ampak predsedujoča država ima vendarle pomembno funkcijo, ko stvari usmerja, lahko tudi kaj zadrži, lahko tudi kaj mimo teh okvirov spelje. Zato so oči toliko bolj uprte v Sloveniji, kakšni standardi tukaj veljajo, kakšna pravila, v katero smer se bo peljala Evropska unija, te stvari so zelo pomembne. Ampak kljub nekaterim spodrsljajem, jaz menim, da Slovenija bo dobro predsedovala, kajti v predsedovanje je vključeno veliko število ljudi. Ne samo predsednik vlade, ampak ministri, strokovno osebje, torej neki dokumenti se usklajujejo na nižjih ravneh, ne na najvišji. Najvišji predstavniki dajo piko na i ali pa povelje, potem pa se to dela v večjih krogih. Torej, niti ne moramo sami o vsem odločati. Tako da jaz verjamem, da se bo Slovenija tukaj dobro izkazala, enkrat se je že, takrat sem tudi od bližje to spremljala, ker sem bila evropska poslanka,
Zato zaupam v to, da bo vendar Slovenija po predsedovanju zapustila tudi pozitiven vtis. Bi pa vendarle še eno podvprašanje se mi je porodilo, ko se lotevamo kakšnih sprememb sistemov, podsistemov v Sloveniji, se zdaj pa že tudi v preteklosti se postavljamo na okope, da se nič ne spremeni. Evropa, ki jo gledamo od zunaj, se mi pa tudi včasih zdi kot ostarela dama, ko naj ne bi nič spremenili. Torej, če na kratko strnete, kakšna sprememba ali reforma v Sloveniji se vam pa vendarle zdi v tem sistemskem smislu nujna, ne vem, ali je to zdaj volilna zakonodaja, in vendarle kakšna sprememba se vam pa zdi na ravni Evropske unije nujna. Svet se spreminja, svet ni več isti, kot je bil pred 30 leti. Evropska unija dela velike korake k spremembam v tem času. Pandemija je marsikaj odkrila, kje so naše slabosti, pomanjkljivosti. Če pred pandemijo je bil sprejet zeleni dogovor, ki predvideva vrsto strukturnih sprememb. Vemo, da je ena od pomembnih točk ali pa bistvo tega dogovora tudi to, da bi do leta 2050 imeli torej ogljično nevtralno družbo, torej toliko kot CO2 proizvedemo, ga hkrati tudi porabimo na zelen način, če tako rečem, nevtraliziramo, in zaradi tega sprejemamo politike, ki bodo omogočala nova zelena delovna mesta, prestrukturiranje gospodarstva, potem tudi digitalizacijo, ki bo pripomogla k temu zelenemu dogovoru. Seveda je potrebno sprejeti vrsta zakonodaje za zmanjšanje izpustov, za nadomeščanje z obnovljivimi viri energije in tako naprej. Eden od pomembnih poudarkov je pa tudi zdravstvena unija. Pandemija je pokazala, da pač na področju zdravstva in podobnih velikih kriz, epidemij, nismo dobro pripravljeni, kajti zdravstvo je v pristojnosti posameznih držav članic. Evropska unija pa ne more izvajati tistih stvari, ki niso v njeni pristojnosti. Zato delamo na Evropski zdravstveni uniji, ki bo bolj povezala naše zmogljivosti, naša znanja, izkušnje, podatke, zato da bi bili bolj odporni na take izzive, čezmejno odporni. Sedaj recimo imamo EMO, to agencijo za spremljanje zdravil, za dajanje soglasij, še eno drugo agencijo. Predvidene so tudi nove, prav za te primere. Potem smo ugotovili tudi, kako so ostareli ljudje ranljiva skupina in da moramo na tem področju izboljšati strategije, več vlagati tudi v njihovo oskrbo, domove in tako naprej. In tudi tukaj zdaj Slovenija sprejema svoje strategije za izboljšanje tega stanja. Že v zadnjem obdobju je bilo podeljenih preko 1000 novih koncesij za nove postelje v domovih za ostarele. Zdaj vem, da se pripravlja nov razpis. Torej, več vlaganja v domove in da jih tudi prilagodimo za sodobne potrebe, kajti zdaj bila je prostorska stiska, ki vlada že nekaj let in enostavno ni bilo mogoče izvajati ukrepov. Torej, Evropska unija precej dela na odgovarjanje na potrebe novega časa in novih zahtev. In temu bo morala prilagoditi svoje strategije tudi Slovenija in temu je namenjena tudi večina evropskega denarja. Preko 1800 milijard evrov v letih od 2021 do 2027. No, in ko ste rekli, se prilagodi tudi Slovenija, saj nove postelje za domove ostarele so zelo pomembne, lahko bi pa tudi naše danosti in prednosti izkoristili. Imamo zapuščene kmetije, ki bi jih lahko obnovili in bi bili stari ljudje v stiku z naravo, lahko bi povezali sistem domove upokojencev, na primer z vrtci, in bi imeli medgeneracijsko sodelovanje, bi drug drugemu prenos znanja in dediščine kaj dali. Skratka, tu se mi zdi, da bi lahko bili še malo bolj elastični, no in
in to vprašanje, ki nam je še ostalo, kje pa vidite izziv predvsem za Slovenijo, mogoče 3 ključne točke reform ne bi povezala pa ravno s tem, da malo smo vizijo že pojedli, kar se tiče, vstopili smo v EU in v NATO, katera je tista zvezda vodnica, katera je tista vizija v povezavi z nekimi strukturnimi spremembami ali pa nadaljevanjem tega, kar imamo, kje je Slovenija čez 10-20 let po vašem mnenju in kje bo? Glejte, mi smo obvezani, da moramo te evropske politike vključiti v naše strategije in v naše programe, zato bomo tudi dobili evropska sredstva. Torej, prestrukturiranje glede izpustov za bolj čista zelena delovna mesta, potem izboljšanje infrastrukture, torej morali bi prenoviti železnice, tovorni promet preusmeriti na železnice, tudi zato so evropska sredstva, in pa digitalizacija. To so 3 taka področja, ki so izredno pomembna. In pa tudi trajnostni turizem, prej ste omenili kmetije, tudi turizem na podeželju, izredno pomemben, ne množični turizem, ampak bolj zdrav, čisti, dostopen, zdrava prehrana. Skratka, tako široka in toliko področij nas še čaka, da se vrnemo nazaj k naravi. Torej, ko se človek doseže neke visoke cilje, vedno znova ugotovi, da je pa narava tista, kateri se moramo vrniti, da je to najbolj naravno in najboljše za nas same in tudi za naravo. Točno, in da v bistvu se tudi učimo iz naravnih zakonitosti, če zaokroživa najin klepet in se vrneva k vodi, s katero sva začeli, ne, sin trenira judo, ne, in tam je precej na vodi tudi, češ voda vedno najde pot in veva, ali podre oviro poplavi ali si ureže neko novo strugo, kako bi zdaj to zgodbo na primeru Slovenije, naše družbe, zaokrožili s primerjavo vode. Bomo zmogli najti pot za vse ovire, ki so se pokazale, da so pred nami, kar se tiče odnosov, komunikacije, vizije, sožitja, sobivanja? No, bom se še enkrat vrnila k tej moji knjigi. Jaz sem napisala, knjigo posvečamo vsem borcem za zdravo pitno vodo in tudi vsem tistim mladim, ki boste to še postali. In tukaj moram spet poudariti, da Evropska ljudska stranka zagovarja prav takšne politike, politiko zdravja, zato smo predlagali tudi odbor za raka v Evropskem parlamentu, da na tem področju več skupaj naredimo, in pa da bi znali najti ustrezno ravnovesje med zelenim dogovorom in naravo, na drugi strani pa med tem, kar trenutno imamo. Torej, ta preskok, tega preskoka ni mogoče narediti čez noč, ampak ga moramo narediti z odločnimi koraki in postopno, in zato potrebujemo seveda zakone, denar, ozaveščene ljudi, kontrolo in tako naprej. Torej, če bomo vse to upoštevali, potem verjamem, da se bomo znašli tudi v tem svetu novih potreb, novih razmer in novih priložnosti. Nenazadnje je ta pandemija razkrila vse naše slabosti in zato se moramo zavedati tudi novih priložnosti. Odkrili smo, kako smo ne samo oskrbni na področju prehrane, zdravil, zdravstvene oskrbe in še drugih področjih, digitalnih sistemov, in vse to nas vodi k temu, da moramo več vlagati vse to, če hočemo biti globalno uspešni in tudi, če hočemo ohranjati delovna mesta in blagostanje Evropejcev, ki je nenazadnje še vedno izredno visoko. Gospa Ljudmila Novak, jaz se vam zahvaljujem, da sva otvorili prvo serijo pogovorov, intervjujev Prisluhni si z Biserko, konec koncev je tudi ta portal nastal v letu epidemije, Razstrupi se, prisluhni si, ker se mi zdi, da je to temelj dobrih odnosov in učinkovite komunikacije, ki nam jo žal v naši družbi velikokrat zmanjka, pa upam, da sva prispevali kamenček k mozaiku bolj učinkovite, bolj zgledne, bolj prijetne komunikacije tudi pri nas.